S podporo Ustvarjalne Evrope smo pravzaprav samo še bolj poglobili svoje mednarodno sodelovanje, že tako obstoječe. Brez tega bi težko izvajali programe, ki jih imamo, tudi celoletne, ne samo festival Kino Otok. Močno vplivali tudi na profesionalizacijo lastne organizacije, osnovnega tima in zagotovo tudi projektov in skozi projekte tudi umetnikov, s katerimi sodelujemo. Celoletni programi so pa pomembni, ker se predvsem ukvarjamo z vzgojo občinstva, ki posledično potem prinese na festival nove obiskovalce. V bistvu smo skozi podporo zadnjih 5 let vidno prispevali k profesionalizaciji sektorja in boljšim, kvalitetnejšim animiranim filmom. Uresničili smo neke ideje na področju kulture, katere bi brez tega bile samo črka na papirju. Z denarjem Ustvarjalne Evrope pa si financiramo predvsem razvojne projekte, torej projekte, za katere je skoraj nemogoče dobiti lokalno ali pa nacionalno financiranje. Mi trenutno nimamo resursov, da bi bili vodje ali pa nosilci nekega velikega projekta. Zato, ko nas nekdo povabi v partnerstvo, to pomeni, da mogoče čez 1 leto ali 2 bomo tudi mi lahko nosilci. To pomeni, da se zgodba te male organizacije spreminja na boljše. V bistvu podpiramo razvoj, podporo z drugimi sektorji izven umetnosti, podporo daljšim raziskovalnim procesom, ki prečijo meje umetnosti, znanosti, trajnostnosti, športa, raziskovanja in pa predvsem, ki prečijo neke produkcijske logike uprizoritvene umetnosti in so sposobne podpreti mednarodna sodelovanja na daljši rok. Podpora Ustvarjalne Evrope je zelo pomembna, mogoče ravno zdaj v tem trenutku post-covid, ker je naša dejavnost na sektor miroval. 2 leti v bistvu nismo imeli ne festivalov, kar ne tečaje. Delujemo na področju stripa in risoromana, ki je v našem kulturnem prostoru mogoče še vedno marginaliziran. Lani smo pridobili razpis malega sodelovalnega projekta Ustvarjalne Evrope in moram reči, da sem si mislila, zakaj mi je bilo pa prej to tak bav. Smo tako majhni, da se moramo odpirati na zvan. Mi rabimo imeti ne samo svoje ljudi, ampak rabimo tudi, da tujina zve za naše projekte. Za profesionalno in osebnostno rast institucija je v bistvu veliko bolj opolnomočena, ima nenormalno več znanja, izkušenj, ki jih drugače ne bi mogla dobiti.